vidimo, da je otrok, bom rekla, spet trmast, pa ni nujno, pač, ker spet projiciramo, kaj mi mislimo o otroku. A še kaj tazga, kar bi ti rekla, kako bi vi v bistvu to lahko pač rešili, da bi bilo lažje, ker s Montessori pristopom se mi zdi ogromno tako, da naredimo lahko na čustveni ravni, da se otrok boljše počuti. Ja, v bistvu je tako, nisem mislila, da tega pač omenila, ampak po pristopu Montessori so pravzaprav je ta trikotnika. Na eni strani je v bistvu otrok, potem na drugi strani je okolje in na drugi strani smo mi odrasli, se pravi starši, vzgojitelji, kdorkoli, skrbniki, ki se skrbijo za tega otroka. In v bistvu, če želimo, da bi nekako otrok se razvijal v tej smeri, da bi res izkoristil tiste potenciale, s katerimi je prišel na svet, mora v bistvu okolje ustrezati tem njegovim potrebam in v bistvu tudi naš pristop oziroma naš odnos pravzaprav z njima. Tako da je v pristopu Montessori tudi veliko dela na sebi. V bistvu tudi veliko ene samorefleksije, samoopazovanja, ker če vemo, da ima otrok v prvih 6 letih dejaven srkajoči se pravi, to je v bistvu, kako bi opisala, to pomeni, da otrok vse, kar ga pravzaprav obdaja v njegovem okolju, tudi vse, kar doživlja, v bistvu postane del njega, nezavedno. Vse te slike, doživetja, dogajanja, izkušnje in tudi posnema. Se pravi, če nekaj ne želimo pri otroku, moramo morda najprej tudi pogledati pri sebi. Ker včasih najtežje. Ja, ker dostikrat je na primer spravljeno tako. Res, tako iz izkušnje starši. Starši si želijo, da bi otroci pač pospravljali. In so nesrečni, kako deluje to, da kar ne pospravljajo. Kako ste pa vi s tem? Jaz se v bistvu pa res bolj enkrat na dan pospravim, pa ne tako sproti. Ampak po drugi strani pa zahtevamo od otroka, da bi sproti pospravil, sami pa pač tega ne počnemo. Tako da, če želimo, da bi neki otrok rad počel, največ je seveda tisto vzgledno. In če nam je vrednota urejeno čisto stanovanje, se pravi, bomo mi veliko delali pač na tem, in posledično seveda s tem vzgledom bo tudi otrok skrbel. Tako da največ, res je, ampak najprej v bistvu je vzgled tisti, ki je pač ta glavna. Seveda mora biti pa potem tudi okolje tako pripravljeno, da otrok res lahko sam pospravlja. Če ima igrač ogromno, bo veliko igrač težje pospravil sam, kot pa, ne vem, če ima 6-8 igrač na dvoje. Mislim, tako v tem smislu. Spet manj je več, seveda to vračamo, sej možnosti res. To in da ima tudi v bistvu na razpolago neke nizke police, kamor te igrače lahko sam tudi pospravi. Če so te igrače nekje na vrhu, bo težko sam pospravil. Tako da ne moramo pa od njega pričakovati. Pa tudi skrb za oblačila, če ima neke kljukice, kot sem prej rekla, da lahko sam pospravi svojo jakno. Pa to jim je res fajn, da to naredijo, ker imajo občutek, da so toliko sposobni, da lahko to sami naredijo in je fajn to tudi obesiti, pospraviti na svoje mesto. Mora biti pa res vsaka stvar svoje mesto, da ni enkrat jakno tam, to zaradi otrok, ker to jih pač potem zmede. Tako da tudi to pomaga pri pospravljanju, da ima res vsaka stvar na nek način svoje mesto. Otroci imajo radi red. To vsi vemo, to v teoriji vemo, ampak v praksi pa to še bolj pomembno. Recimo tudi oblačila. Jaz sem opazila, da mu v omaro, škatlo, lahko je to neka škatla, gor narediš majčke s kratkimi rokavi, tukaj so majčke s kratkimi rokavi, tukaj so hlače in otrok sam ve. V 3 letih je toliko sposoben narediti, se mi zdi, takrat se ta samostojnost še bolj odpre. Ja, res je. In res zna sam pospraviti. Seveda ga naučimo zlagati počasno, ne bo na začetku tako kot mi. Seveda, že dovolj je to, da spravi majico v pravo košaro. Tako, na pravo mesto. Na pravo mesto, ja. Tako da to se mi zdi res fantastično. Pred kratkim je šla tvoja knjiga, tale Montessori, za starše. Meni se zdi tole res fantastično, ker je res za starše, zato da bomo mi lažje v bistvu ne samo razumeli otroka, pripravili okolje za otroka. In zdaj, če mi lahko malo več poveš, kako je bilo to, kako je do tega prišlo, da si sploh izdala knjigo, kakšna je lahko do tja, kaj te je vodilo, da v bistvu, da imamo zdaj to knjigo tukaj, no? Ja, jaz sem pravzaprav že od nekdaj rada pisala,
No, ampak to svoje veselje do pisanja sem predvsem bolj mogoče odkrila v času, ko sem sama raziskovala pristop Montessori, da sem želela v bistvu vse to, kar sem jaz odkrila, kar je meni pomagalo deliti staršem. Tako da sem v bistvu jaz začela potem takrat pisati blog, zato ker sem imela željo, da vse to, kar je meni pomagalo, delim tudi starši. In sem takrat videla, kako pravzaprav rada pišem, ker prej te potrebe nisem imela to popisanja. In potem z leti, no, ko sem pač sodelovala s starši, vedno sem kakšne članke napisala, a kakšne novičke, ko jih tudi mama, ne, na Facebooku sem tudi veliko zapisov pač objavila, ne, tudi e-knjigic sem veliko pač tudi izdala, ne, pa so staršem pač bili pač brezplačno tako na voljo. In enkrat sem rekla, bom tudi napisala knjigo, ne še zdaj, ampak potem, ko bom imela več časa, ko bodo punci že morda imeli svojo družino, ko bo meni dolg, če se življenja, takrat bom pa pač pisala knjigo. Ne. Tako da si nisem mislila, da bo ta čas prišel že toliko prej. Se je pa zgodilo to, da me je založba Didakta, so me v bistvu povabili lansko leto januarja k temu, če bi jaz napisala v bistvu priročnik za starše z področja pedagogike Montessori. Super. Ja, tako da v bistvu, če me oni ne bi povabili, vprašanje, če bi knjiga že zdaj pač šla. Enkrat bi, no. Enkrat bi, ker pač je bilo ker je bilo nekaj plan, nekoč. Tako da so me pravzaprav oni spodbudili, jaz sem njihovo idejo sprejela. Nisem pa pravzaprav vedela, kaj vse me čaka, no. Tako da to je bila res kar res zahtevna pot, ampak sem vesela, da sem šla po njej in da je na koncu te poti nastala tudi knjigica, no, na katero sem pravzaprav res ponosna, no, in sem tudi vesela, ko mi starši tudi poročajo, da mi je všečno, da so dobili tisto, kar se meni všeč, zato ker se na starše spet obrnilo. Ja. Recimo, vse so knjige pa o otroku, kako ga dojemate, ampak še vse je vse manj drugačno. Bom tako rekla, pa tudi v slovenščini je, kar je marsikomu pač lažje, enostavnejše. In za starše, v bistvu je staršem je namenjeno. Ja, tako. Ta knjiga je namenjena staršem, seveda si jo pa lahko prebere kdorkoli, ne vem, vzgojiteljica, učitelji, ali kdorkoli pač, ali babice, detke, kdorkoli si želi spoznati ta pristop Montessorija. Je nek začetek raziskovanja, potem pa lahko raziskuješ še naprej. In meni se ti fajn ideja za darilo. Mislim, tako ne glede na to babice, kot se rekla. Knjiga je vedno dobro darilo, ne. Sploh pa, če nekomu želiš predati neke vzgojne principe, ki so tebi blizu, ne, je knjiga mogoče res tako idealno darilo, ne. Meni se zdi res fantastično z tega vidika, že recimo tvoji programi, ne, so tako luštno darilo za recimo, ali za bodočo mamico, ali za mlado mamico, mislim, tako se mi zdi res nekaj, kar želimo ohranjati, da bomo nekaj dobrega, da bo nekaj pozitivnega pri svoji vzgoji naredili. Tako, čisto drugače gledam na to, pač, če želiš nekaj koristnega podariti. Vse se je zgodilo že, da je dvakrat se mi zdi, da je babica, starši poizvedovali po tem programu, ki ga imam, ki je malce bolj obsežen, v bistvu za svojo hčerko, oziroma sina, ampak seveda sta imela tudi ona to željo, ampak sta te babice potem tudi financirali. Ja, ful se mi zdi to lepo, če se obrne name, na primer, tako. Stari starš, no, pač babica, dedek, ne. To je res, da še en več potvila, se mi zdi pa še več. Pa tudi, veš, želijo tudi to vzgojo potem prenesti na svoje vnuke. Zato mi je, veš, babica prav si želijo, ker ima zdaj vnuke in zdaj želijo s tem pristopom tudi pripomogati. To je res noro. Kaj pa predlagaš staršem, ki jih zanima Montessori pristop? Kje lahko najdeš dodatne informacije? Na tvoji strani je ogromno enih objav, knjigo imamo. Našteli smo že prej 2 knjigi od Marije Montessori. A je še kaj več, recimo še kakšna, ne vem, druga stvar, ki bi jo ti priporočila? Ja, vsekakor knjige, no, knjige je kar nekaj iz področja pač Montessori, tudi prevedeni že v slovenščino, zdaj, če jezik ni ovira, tudi v angleščini je veliko teh knjig na voljo. Sicer pa se mi zdi, da se potem staršem, potem, ko preberejo knjige, poraja veliko vprašanj, kako pa zdaj to prakso spraviti. Tako, kar se spomnim, pri meni je bilo isto tako, ne. Saj so tudi knjige zdaj vedno bolj praktično naravnane, kar mi je pač tudi všeč, ampak ni čisto isto, ne. Ker vsak otrok je pač drugačen, ne, vsaka družina je malo drugačna in mora najti v bistvu tisto, kar ti najbolj ustreza, ne. Tako da, na primer, obiskovanje teh programov za otroke in starše se mi zdi en tak dober način, ker se lahko tudi poveže
starši, ki jih tudi pristop Montessori zanima Ja. in si tudi med sabo lahko izkušnje izmenjate, ne? Poleg seveda te izkušnje, ki jo imaš z otrokom na delavnicah, ne? Da vidiš okolje, da vidiš, kako to v praksi deluje. Vprašaš lahko tistega, ki vodi ta program. Tako je. To sem rekla, da Vprašanje. res ogromno podporo Ja. in otroku in staršu, tako da všeč mi je, ker pač prijeta in ali oče ali mama, še vsem smo pol kot celotna družina, spoznamo to, da lahko lažje, enostavneje to inkorporiramo doma, ne. Ja. Se mi zdi, pač še vsem je drugače, pride samo mama, pač spodbujaš tudi, da pridejo še drugi, ne. Ja, saj mi imamo tako v bistvu dogovorjeno, da če mama ne more priti, oziroma ne znam, če ne more, lahko se izmenjate. Lahko enkrat ena, pride ne. oče, enkrat Tako. mama, oba sicer ne morata biti, ne? Ja, Ker je zaradi prostora preveč odraslih potem na otroke. ne. Otrok je le prednost. Ja, prednost To je- imajo pač tudi ja. otroci, ne? Če bi zdaj vsak prišel po dva, se otroci izgubijo v tem prostoru. Ne? Tako da Ja. jaz želim, da pride en z otrokom, zdaj pa lahko se pa onega sama dogovorita in je res lepa izkušnja, ker se je že velikokrat zgodilo, da je tudi očka prišel in je videl v bistvu potem to izkušnjo tudi oče in je potem lažje. Tudi pri nas ne. je bilo recimo Tudi pri vam je bilo in je bilo res tako, en tak drugačen spet, v glavi se ti obema, ne, ker se pol kar nekaj spremeni, pol ti se kar lažje, enostavno še se razumeš, no, tako rekla, kaj želiš doseči, tako. Ja, In, tako. ampak ti imaš tukaj delavnice, dve skupini, ne, se pravi mlajšo in starejšo bi lahko tako rekli, ne. Se pravi, imaš, koliko so ti tam mlajši, ki jih imaš? Ti otroci so recimo od 6. meseca, pridejo tudi prej, pač odvisno tudi od mamice, kako si zaželi. Se pravi, pridejo mamice z dojenčki, ki so na porodniški, pa nekje otroci v tej prvi skupini dokler ne shodijo. Ne? Mogoče še tudi hodijo, no? Ne vem, mogoče tam nekje do 15. meseca, 16. No? Tako nekako, ne? Tudi do 18. lahko, no? Pač odvisno od otroka do otroka. Ne? Potem je pa druga skupinca, je pa potem od 18 mesecev, pa potem do 3 let pa pol. Tako je tudi okolje drugače pripravljeno, prilagojeno, ne, tem različnim starostnim pač skupinam. Meni to všeč, recimo, ne, da vsak starš vidi, kako lahko doma kopalnico prilagodi na način, da pač tudi otrok dostopa do vsega, ali do WC, ali do umivalnika, tudi če je visok, ne. Primer, mi nimamo videa, ne, si prej omenila. Ampak z visokim umivalnikom rešiš samo z enostavno stopničko, ne, višjimi pa nižjimi. Recimo WC, pa umivanje, da se uredijo otroci. Tako res, pa pribijanje na tleh, ker je v bistvu pač še vsem drugače, ko če ti otroka dvigneš nekam gor, pač zato, ker se seveda prilagodiš, ne. Mi je bilo všeč, da daš ga pač na tla in ga urediš in kasneje on tudi, si to je že na tej višini, ne, pa se pol sam uredi. Ja, lahko pač sam tudi pride, a ne, na prvijano podlogo, ali pa potem pol tudi sam pomaca oziroma pol hodi, vse je tako na njegove Masa načine. podpre se v bistvu otroka, bo pač samostojnost. Tako da, ja, res hvala ti za tvoj čas, Z pa za veseljem knjigo, seveda. ker se mi zdi res fajn, da si to v bistvu za nas vse starše, pa bomo povedano. Tako res. Z veseljem, dobro. Hvala ti, pa Hvala tebi, Sabina, za povabilo. Je bil ful prijeten klepet. to je to, če imaš kakršnokoli vprašanje, napiš spodaj, drugače pa bom jaz tudi vse polinkala, tako da boste našli tudi, kje najdete knjigo, kje najdete Mojco, kje najdete delavnice in boste vse izvedeli. To je to. Uživite. Čau. Hvala, adijo.